Sprav moramo paziti na range. Pa je šlo pol tanka, Marija! Ura je 4:47 zjutraj. Ne bi se mislil, da je že tako svetlo, tako zgodaj zjutraj, a ne? Pa ko lepo ptičke žvrgolejo. Težko ostati. Ampak ko začneš gruntati, kaj vse se bo zgodilo v naslednjih 4 dnevih, pa bo sem malo lažji. Ptički pa sosedje, sorry, ampak... Jaz ne vem, zakaj afne guncam, ampak jaz zamujam. Stari, lepo se me. Jo, evo, jaz sem na lokaciji, sem na jugu Francije, bližina Nice, sem me povabil Continental, to so tisti modeli, ki delajo gume, pa še mrske drugega. Event se imenuje Black Chili Driving Experience. A zakaj Black Chili? Ne bom kompliciral, bom poenostavil. Black Chili je pravzaprav ime za eno posebno sestavino znotraj gume, ki Continental uporablja. In zaradi tega te gume primejo še malo bolj. In o čem je fora? Fora je v tem, da se bomo imeli fajn. Vozili bomo po ekstremno zanimivih, na enih placih tudi nevarnih cestah z zelo zanimivimi avtomobili. Vseh skupaj avtomobilov 10, manjkata 2 Tesli, ki se ne vem točno kje je tle nekje blizu verjetno polneta. Kar se pa konkretno avtov tiče, ta prvi kandidat za lušno vožnjo jutri je Porsche Boxster, pri vsaki gumi piše točen, ne, v kaj je obut. Ok, pičimo dalje, drug avto je Range Rover Velar, naslednji avto Mercedes C43 AMG, pa tega tudi že dobro poznamo, BMW M240i, lušna mašina, ko mi čaka, da ga slišim. In to je to, zelo na grobo. Vsi avti, ki sem jih ravno kar naštel, imajo med 300 pa 400 konji. In to je to za zdaj, ura je že kar dosti zvečer, jaz grem pojesti večer, pa grem pa spat, ker za tak event je to, da si spočit ena ključnih stvari. Ker napak takšni avti ne odpuščajo, še posebej, če je cesta pa pol, ne vem, 800 metrov prepada. A veš, kaj hočemo reči? To je to! Prav, jutri se bomo imeli pa, to komi čakam. A veš, ta tema, ki jo zdaj gledaš, to je kao noč, a prav? No, zdaj pa že zjutraj, pa mimogrede še ena stvar, to, kar gledaš zdajle, so prvi kadri, ki jih snemam s novim telefonom, s P20 Pro. Znači, jaz se moram zrihtati, avti čakajo, gremo se voziti, gremo uživati. Thank you. Ok, napihali smo, ne, nismo napihali, pihali smo, zdaj pa čakamo, da nam določijo avte. Pa pičimo. So we will go out of the parking and then turn to the left. Evo, Tesla. Moj kompanjon tele dni bo Anže z volana, se že poznamo. Are you ready? Let's do this. Good luck nam je rekel. Zdaj pa ena stvar, ki morate vedeti, ne. Zabičali so nama, da moramo prijeti do kosila, pa mora biti range še za 200 km, zato da bo pol druga grupa, ki bo ta avto peljala, imela dosti džusa do konca. Se pravi, moramo paziti na range. Pa je šlo pol tanka, Marija! Drugač pa, kar se avto tiče, Tesla, model S, 85 kWh baterija, od 0 do 100 kot 5.4, nekaj tacga. Prvih 15 km je nič zanimivega, gužva, mesto, Chateau de Gourdon. Je pa zdaj tako, jaz vem, da mora paziti na baterijo, ampak pismo, no, kakšen novin ga pa vsem lahko pritisnem. Pa če že pelem Teslo, malo bolj športno, moram 2 stvari poudariti. Ja, avto grabka svina zaradi pogona, zaradi gum, ampak ima pa eno resno pomanjkljivost, če se odločiš res športno peljati volan. Volan bi se moral znati boljš pogovarjati z voznikom. Kratek postank, prvič zato, da Anže namontira GoPro, drugič pa dobri razgledi. Stari, tole pa je kar hudo. Mogoče sam še to, na čem se v tem trenutku pelja, to se pravi Conti Sport Contact 5P, pa veš kaj, za performance. To pomeni, da so športna guma, samo to. Pa to Tesla only, to sem zdaj izvedel, to mi je Anže povedal, jaz tega nisem vedel. Anže, hvala. Evo, še kolegi so se nama pridružili, kolega Gresta. Naš polnih Marija. Bunch of bullshit. Počas. Varno, to je tudi kar pomemben, tako na takih road tripih. Ta avto laufa. Zgluh! Kvaj dobra cesta, ej. Zdaj pa, če že govorimo o gumah pa o vožnji, ne, a misliš, da je tale še v redu? Pa en helikopter slišim, za Gorence helikopter.
Evo ga, sam pazi zdaj zoom. To je ta prva stvar, ki jo opazim kot razliko. Ne? Učinkovitost zooma je v primerjavi z Mate 10 Pro pri P20. Stari pa stabilizacija tudi ful boš dela, kot je prej, le to. Tale gospa se pa v nulo ujela s prti. Kak lep razgled je to. Tamle zadnji je kan, tistle tamle je pa nica. Verpasat pa zategnit. No. Ja, ta rož se pa vse. Madonna. Hotel de Gorges. Neki. Du Gorge du Verdon. Kam jaz so tukaj, zdaj pa... Aš ti povedal, mi smo povedal. We only have 194. Okay, then you have black flag, yeah? It's game over, right? Naslednji avto, v katerega se bo z Anžetom usedla, je tale za mano. Porsche Boxster S 718 Spider, mislim, da je to vse, kar se njegovega imena tiče. Alarm. Vse v redu. Mogoče sam še kakšen osnovni podatek, kufer je spredi, to je zato, ker je motor tukaj zadaj. Gre za 4-valjni turboboxerski motor, 350 konjev do 100, ni važno, velik, mislim, mal. Ti si pripravljen? Vidiš, to je sredinski greben, PDK menjalnik, 718, to je ime avtomobila, tukaj so pa stikala za sport. Pazi, kakšna razlika v zvoku je, če vklopim športni spuh, pa ne. Zdaj je običajen, zdaj pa športni, ne zdaj. Traction control, spoiler on, športni spuh, start stop, tukaj pa streha gor ali pa dol. Pa da ne pozamem, gume na temu so pa Sport Contact 6, 235-20. Zdaj, če te zanima, kakšen je pa feeling, ko narediš preskok iz Tesla S v Boxster S, lej, ne da se primerjati. V vozniškem smislu je Boxster S ne eno, ampak 3 stopne iznad. A veš pri tem, kaj čutiš, čez volan, čez hrbet, čez zrid. Si kar dobro delo s tem to, ne? Dobro, ja. A si zadovoljen? S čem? Z avtom? Ja, ful stari. Drž, ja, super. Pa se je videla, koliko leti ta avto, če pripad padeš. A pa, ko so nabasali na zaprto cesto, leto. Vrtu pokajo, ko se vzpomljala. Cesta zaprta, rekli so 5 minut, z tega ni nič, ker smo že krepko dlje časa. Tukaj je pa res, da je razgled pa popolnoma bolan. Pazi zdaj. Tina je rekla, če lahko nekdo prime, da ne bo dol padla, kad dela selfija. Vsi vračamo, gremo nazaj, tole ni nič. Se lahko peleva 50, ne? Men si laska kufr tačka odela. Nič ni vidim. Drugač pa plac, kjer se z Anžetom vozimo v tem trenutku, ima največja polja sivke na svetu. Pa en pes gre po cesti čist sam. Stari, pa kam greš ti, se si sam? Halo? Ej, kam greš? No, tako prvi dan se zaključuje, mogoče bi se spodobili povedati še kaj o gumah. Dobro, to je zdaj malo smotana tema. Prvič, gume, njihov limit se lahko zares preizkuša pa testira samo v okolju, ki to dopušča. Vožnja po običajnih cestah to samo delno omogoča. Je pa res, da smo se srečali z enimi dosti specifičnimi voznimi razmerami, veliko kombinacije mokro-suho. V takem primeru pa lahko vožnja zelo hiter, rata zelo triki. In jaz tudi približno ne morem zdaj reči, aha, ja, Continentalova pneumatika, v tem primeru, kaj smo rekli na Tesli, Conti, Sport Contact 5P, Tesla Only. Ne morem zdaj primerjati s kakšnimi drugimi, ne morem soditi, lahko pa sem povem, kakšno izkušnjo sem imel. Kadar sem s Teslo pa z Boxsterjem pelil po takšni podlagi hiter, no takrat sem imel zelo dober občutek. Tudi meja zdrsa se mi zdi, da je bila razmeroma visoka. Prvič zato, ker smo predvsem v primeru Boxsterja vozili high performance sports car, to se pravi športen avto, ki že sam po sebi njegov mehanski oprijem omogoča velikega igranja. Po drugi strani pa dejansko verjamem, da je imela guma tudi neki pri tem. Ali pa mogoče samo še ena stvar, danes je bil prvi dan snemanja s P20 Pro, ura je 17:06, snemal sem od 9 pa do zdaj. Posnel sem ogromnega materiala, tale telefon ima pa še vedno 60% baterije. To, stari, je pa kar podatek.
Ker snemanje veš, koliko pobere. Ok, zdaj pa za danes res dost. Ajde. Kaj sem slišal? Da gre ta noh pod vodo. Če pravi, da zdrži? Pravi, da zdrži.